Jezus, Jezus. Tvoja nevesta kliče tvoje ime, Gospod Jezus. Bog je dober, amen. In samo dober. To ljudje pozabimo včasih, da je res samo dober. In to je Jezus apostolu Filipu rekel, ne? Od njega prihajajo dobri darovi. Ja, in Klemen je še pozabil nekaj reči. V nedeljo, pomeni petek, sobota, v nedeljo pa je najboljši dan, ko se cerkev zbere. Amen. To je Gospodov dan, ko se cerkev zbere in ljudje na to kar pozabimo. 1 1000 konferenc, potem pa domačinstvo oziroma domača družina izvisi tam nekje. Nimam časa za njo, ne? Ne, Bog pa ravno gradi to domačnost. Ker na konferenci se vidimo in se ne vidimo več. Pol ljudi ne poznamo. Tukaj pa smo doma. In to je tisto, kar Bog gradi. On je glava, mi pa smo telo. Amen? In to je čez vse veke in vsa ozemlja, ampak lokalna skupnost je tista, kamor te je Bog ugradil. Amen? In tukaj rasteš, tukaj boš rastel. Amen? Tam se malo osvežiš, rasteš pa doma. Haleluja. In potem je še nekaj, še naslednji teden, torek, četrtek, čuvar brata svoga. To je pa spet ena konferenca, ki je fantastična, ampak ne presega tega, kar je doma. Doma je najlepše, je tako? Amen. Doma si lahko tu, kar si, se spočiješ, uživaš v njemu, v Gospodu, z brati in sestrami. Čudovito je slaviti Gospoda. In Bog v nas dela fantastične stvari. Je danes kdo, ki se ni pogledal v ogledalo zjutraj? Je tukaj kdo, ki se ni pogledal? Nisi se pogledal? Si se, žena prav, da si se. Torej vsakdo izmed nas se je pogledal v ogledalo. In si videl pač, kar si videl. Videl si dejstva. Zaležan, skuštran, mogoče mislimo, boljš ne bo, pobrit se je treba, zobe ščetkat. Veliko stvari smo mogli narediti, ampak tu so dejstva. Kaj pa je realnost? Realnost je pa to, da je Bog v nas vgradil paket, skozi katerega želi blagosloviti vse tisto, kar je okrog tebe in tebe samega. In to v ogledalu ne vidiš. V ogledalu vidiš, ja, čuden sem. Jaz sem blond, ne, zdaj bi bil rad črn, ali pa bi bila, ne. Bog ustvari čudovite ženske, ampak ženske bi še malo dopolnile, pa bi malo spremenile to čudovito kreacijo. Ali pa moški ravno tako. Pomeni, tu so dejstva, v katerih živimo in se srečujemo z njimi, ampak realnost je povsem druga. Realnost je to, kar je v duhu narejeno in je zapakirano v tebi kot osebi, kot individuum. Tisto je Bog vate vgradil, zato da potegne ven s tvojo privolitvijo. Nič na silo. Ta paket lahko ostane zapakiran do smrti. In greš v nebesa in Gospodu, ko priješ pred Gospoda, bo rekel, ja, kaj pa ta paket, še moja mašnica je gor, zakaj niste odprl? Ja, sem mislil, kaj si mislil? Odpri paket, amen? Odpri danes paket. In veste, ko odpreš paket, ne zmanjka. Ni to enkratna otvoritev paketa in potem, tu je bilo. Ne, takrat samo vre iz njega. In vre, in danes so nove stvari, jutri so nove stvari, čez 10 let so nove stvari. En dan pred smrtjo so nove stvari. Tu ima Bog zate pripravljeno, nikoli se ne naveličaš. In brat Klemen, pastor Klemen je rekel, da v nebesih bo bučno. Amen. Novi imajo rade bučne stvari pod pritiskom Svetega Duha. Amen. In potem se vprašam, kje sem jaz, ko sem užival v teh bučnih in nadnaravnih stvari, ki jih je Sveti Duh delal, pol enega dne, imam pa rad mir. Mir. Kakšen mir? A so imeli učenci mir, ko so bili z Jezusom? Tak ne mir, da so se združili pa razbežali, pa združili pa razbežali.
vedno so bili pod tem presingom akcije. Vedno so bili pod presingom akcije. In danes Bog nič drugačne dela. Vedno nas rine naprej. Daj Denis, daj Amizael, ajde Klemen, gremo, akcija. Ampak mi bi radi malo mira, ker so že ušesa taka. Gospod, se me razumeš? Veste, kaj vam prav? Mi vedno rečemo, Bog nas razume. V tem primeru pa reče, ne razumem te. Ne razumem te, daj, vse imaš, v tebi je paket. Svetega Duha sem ti poslal. Vse je, samo odloči se, gremo, akcija, da Bog lahko dela stvari. In dajmo si pogledati v Markovem evangeliju 11. poglavje, 12. do 14. vrstice, en fantastičen stih, o katerem bi rad, da danes malo na ne teološki, ampak življenjski način pogledamo. In o tem stihu se že velikrat pridigalo, govorilo na razne načine, ampak danes bi rad to osvetlil malo na drugačen način. Ko so šli naslednji dan iz Betanije, je bil lačen Jezus. Oddaleč je zagledal smokvino drevo, ki ima listje. Šel je pogledat, če bi morda kaj našel na njem. Prišel je do drevesa, pa ni našel drugega kot listje. Ni bil namreč čas za smokve. Tedaj mu je rekel, Jezus je tedaj rekel drevesu, naj od tebe nikoli več nihče ne je sadu. In njegovi učenci so to slišali. Zanimiva tekst v Božji besedi, da se Bog oziroma Jezus, ki je Božji sin, pogovarja z drevesom oziroma mu nekaj govori. To je nekaj nenavadnega. Danes, če nekoga vidiš, da se z drevesom pogovarja, narediš malo kroga okrog njega ali pa ga kaj vprašaš tako. Tukaj pa je bilo to kar sprejemljivo. Učenci so slišali. Poudarek je na tem, da so učenci to slišali. Jezus vidi dobro drevo. Smokva, vemo kaj smokva, figa. In ta figovec se šopiri z listjem. Veliko listja ima na sebi. Mi vemo, da ko je listje zrelo, malo preden dozorijo, more že plod iz smokve prihajati ven. Pomeni, ko pa je figa že v polnem ne razcvetu, ampak razlistju, ko ima polno listja, ona mora imeti že plodove. Pomeni, predno listje dozori, če se tako izrazim, mora imeti figa že plodove gor. In Jezus vidi, figa, ki je že polna listja. Logično, da bom nekaj lahko otrgal. To je logično. Čeprav še ni bil čas, da bi že dozorele. Ampak vemo, da nekje dozori nekaj prej, nekje malo kasneje. Recimo zdaj, ko bezek raste, pri nas je bezek že odcvetel in je padel. Sem šel k bratu Janezu, smo šla par dni nazaj, tam se je šele razcvetel bezek. Pomeni, nekje je prej, nekje kasneje, ni vse v isti dan. In v tem primeru je ta smokva že kazala znake, da bo Jezus lahko nekaj pojedel, ker je bil lačen. Na tem drevesu pa ni bilo nobenega sadu. Kljub znakom, da je sad. Kljub znakom, da so sadovi gor. In Jezus, zanimivo, izreče besede nad tem drevesom, ki bi lahko bile popolnoma brez pomena. Mi take besede dnevno stresamo v našem življenju. Te besede je mogoče izrekel zaradi tega, ker je bil malo razočaran in ker si lačen, si malo drugačen. In potem rečeš, kar mogoče ne bi. Ni nič grešenega rekel. Ampak, če bi bil sit, tega zagotovo ne bi rekel. Pomeni, če bi on pred ovinkom sendvič pojedel, bi ta smokva ne slišala teh besed. Mogoče je izrekel zato, ker je mu slab dan. Mogoče je bil slabe volje. Mogoče je bil razočaran nad situacijo, ki se je dogajala v Betaniji. Ne vemo. Vemo pa to, da je to izrekel.
Bogu je všeč naš sad. On uživa v naših sadovih, ki jih rojevamo. Sigurno veste, da medicinsko je to dokazano, da ženska, ko rodi, njej se premaknejo vse kosti v telesu. Je tako. Vse kosti v telesu ob tem naporu potiskanja se vse kosti v telesu premaknejo. To ne pomeni, da padejo stran in tako, ampak se premaknejo. Pomeni, kakšen pritisk se to v telesu izvaja. In veste, ko na nek način, da se to zgodi, se mora ženska odločiti. Je tako? Moški in ženska se odločita, greva v akcijo. In čez nekaj časa pride sad, ki mu mi rečemo otrok. In jaz in Milena smo zdaj 6. dan babica in dedek. Haleluja. In naša Barbara, od Filipa žena, snaha naša, ljuba, draga, je doživela to, o čemer zdaj govorim. Pomeni, premaknilo se je vse v njej. To je medicinsko, pač na ta način naše telo funkcionira. Ampak veste, da ko drevo rojeva sad, ste kdaj videli odžagano deblo? Letnice. Veste, da se v vseh teh spojih drevo premika, ko rojeva sadove. V vseh teh spojih se drevo premika. Nam je to ono, jabolk raste, haleluja, jel bomo, ne? Smokva je prišla. Pomeni, s tem, da med temi ta mozga, ki je noter, zarotira, ampak to je majhno, to ni zdaj, da so on, ko vrtiljak vrti tam not, ampak to je minimalni premiki so, ampak so premiki. In to ustvarja neko za nas, za drevo verjetno ne, ampak za nas neko bolečino v telesu matere. Ustvarja neko bolečino. Pravijo, da je to neka najhujša bolečina, ki jo človeško telo nekako lahko dobi in hkrati prenese. Da je menda lažje, da ti nogo odžagajo. Tako nekateri pravijo, ampak to moški govorijo, zdaj ne vem, kaj ženske pravijo na to. Jezus v Janezu 4:32 pravi, on jim je rekel, jaz imam zajet hrano, ki jo vi ne poznate. Ko se je pogovarjal s Samarjanko in so učenci pol prišli, gremo nekaj pojesti, gremo v jurmo na nekaj pojesti. In rekel, jaz imam zajet hrano, ki jo vi ne poznate. In veste, kje se je on nahranil? V tem primeru pri Samarjanki. S čim? S tem, da mu je vodo dala, sploh mu ni vode dala. Z sadom spokorjenja. Ker je uvidela, sprejela in se odločila, da bo rodila sad spokorjenja. Ona se je mogla odločiti. Je bilo to enostavno? Vemo, da je opoldan prišla točet vodo in v tistem trenutku je šla med meščane, ki jim je v tistem trenutku odpustila, da jim je govorila, da je prišel Mesija. Wow. Ona je rodila sad. V njej se je premaknilo v duši čisto vse. Premaknilo se je, sram je zginil, sramota je zginila. Poznam človeka, tudi če me bojo popluvali, jaz grem, ker imam rada te ljudi in morajo slišati to, kar ta človek govori. Pomeni, ona je rodila sad in Jezus pravi, to je moja hrana. Jaz uživam v tem. Bog uživa v dobrih sadovih. Lahko bi ta Samarjanka rekla, hipotetično, super, vidim, da si ti prerok, super, lepo, blagoslovljeno pot naprej. Amen. In on bi šel svojo pot, ona bi šla svojo pot. Tako kot so že mnogi prej in potem tudi naredili, ki so imeli bogate religiozne liste na sebi, ampak brez moči in sadov. Tudi mi dostikrat izrečemo kakšno stvar, tako kot je Jezus rekel, vendar ponavadi ne nad drevesom, ampak nad ljudmi. Nad ljudmi. Vemo pa, da naš da naj bo da, naš ne naj bo ne, besede imajo silno in mogočno moč.
To pa izrečemo takrat, kadar se nekaj ne zgodi po naših pričakovanjih. Je tako? Ker ko je vse dobro, znamo blagosloviti, hvaliti vse. Ko pa nekaj zaštrika, ko pa se mi Klemen nekaj zmuti, pa že lahko mi kaj izleti iz ust. Jo, pastor je pa to naredil. Ja, brat je pa to naredil. Ja, bobnar je pa tako zaigral, pa bi mogel trgati zaigrati. In potem mi začnemo kar izgovarjati v dobri veri. Ne namenoma. Besede, za katere mogoče mislimo, da nimajo nobenega pomena. Ampak v duhovnem svetu, v realnosti, imajo silno veliko moč in velik pomen. Kdo je slišal Jezusove izrečene besede? Kaj mislite? Tam smo prebrali. Učenci, prva stvar, smokva, amen, in duhovni svet. Duhovni svet sliši to, kar mi govorimo. Pomen, učenci so slišali izrečene besede, duhovni svet je slišal, zgoren in spoden, če se tako izrazim, in slišalo je tudi smokva, kateri je bilo to namenjeno. V Marku 11, 20 do 26 si preberemo naprej razplet. Ko so šli na vse zgodaj mimo tiste smokve, so videli, da se je posušila do korenin. Do korenin. Peter se je spomnil in rekel Jezusu, Rabi, poglej, smokva, ki si jo preklel, se je posušila. In Jezus jim je odgovoril, imejte vero Boga, v Boga. Resnično povem vam, kdor bo rekel tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Haleluja. Zato vam pravim, za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. In kadar ustanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke. Wow, tukaj vidimo, da Peter čisto ven pade. Jezus, lej, tisto, kar si rekel, mimo grede, 3 dni kasneje je to bilo. Ker v tem času iz Betanije je on šel in potem je v templju naredil drmr in čez 3 dni so se vračali po isti poti in vidijo, tu je zdaj čisto suho ratalo, zanče še zeleno bilo 3 dni nazaj, zdaj pa čisto posušilo se do korenin, ne samo listje, do korenin. Veste, da tudi danes tudi boom efekt ne dela tako hiter. Pomen, Božja beseda, beseda, ki jo mi izgovarjamo, je hitrejša od vsega, kar mi poznamo. Beseda, ki jo izgovarjamo, je tako močna, da se v bistvu ne zavedamo tega. Ravno zaradi te moči se mi ne zavedamo, ker ne moramo verjeti tega. A Jezus je rekel, naj iz tebe nikoli več. Ker če bi rekel, zakaj ni rekel, naj to sezono nihče ne je iz tebe. Ampak nikoli več, drugega ne ostane, kot da se korenine posušijo. Pomen, mi moramo premišljeno govoriti. Mi ne smemo raztresati z besedami. Pomen, 3 dni kasneje so se vračali po isti poti in ugotovili, da so se Jezusove besede uresničile. Takoj niso nič videli. Mi, ko nekaj rečemo, ni nič videti. Največkrat. Največkrat ni videti ničesar. Ampak Jezus, ko pove, on pove v avtoriteti. Učenci so se začudili, nihče ni komentiral. Jezus, le nekaj si rekel, pa se ni zgodilo. Če si ozdravljal, se je zgodilo, če z demone izganjal, se je zgodilo, očitno to pa ne deluje. Ampak ko so nazaj prišli, je bil Peter fasciniran. On začne, Jezus, lej, Rabi, to, kar si rekel, se je zgodilo, do korenin se je posušila. V Matejevem evangeliju nam govori, da se je smokva posušila takoj. Pomen, ko Jezus izgovoril besede, naj bi se smokva takoj v trenutku posušila. To nam samo nakazuje, da je evangelij resničnost. Ker Matej enostavno ni mogel čakati. On je pisal
Tu se je zgodilo takoj. In veste, v biblijski teološki razlagi je, da ko Bog reče takoj, to je ponovadi traje od 0 do 3 leta. Imamo v Bibliji primere, ko reče Bog takoj, da to traja lahko do 3 leta. Tako da 3 dni, zelo hitro se je zgodilo. Ampak to pa kaj za nas pomeni? Da naše besede, ki jih mečemo, včasih pozabimo na njih, ker se uresničijo čez 1 leto, čez nekaj let v življenju. Ko mi otroku rečemo, iz tebe ne bo nikoli nič. In ga v bistvu ne prekovnemo, mi samo povemo nekaj. Peter pravi, preklel si jo. Jezus se na to sploh ne ozira. On je samo izrekel besedo. On ne gleda besede prekletstva ali pa besede blagoslova. To mi tako delimo, ker da nam je lažje. Ampak Bog, kar govori, je resnica in se dogaja. In premišljeno govori. On ne bo, zdaj tam bom preklel, tukaj bom pa blagoslovil. Imamo starozavezne principe glede tega, ampak ko Jezus nastopi službo, ki pa je prava podoba Boga in odtis Boga, očeta, odtis Boga. Zanimivo, on ni odtis zakona, on je odtis očeta, ki je dober in samo dober in po njem prihajajo dobri darovi. In Filipu ni šlo to v kontekst in rekel, pa kako, to res ne razumem. Jaz sem se naučil o takmu Bogu, ki nas preklinja, pa če ima cajt, nas še malo blagoslovi. Ne, Jezus je izrekel besedo in se je zgodila. In se je zgodila. In tako moramo mi v veri, imejte vero v Boga in potem pride ta Božji nauk Jezusov. Imejte vero, da karkoli rečeš, se je že zgodilo. Ne, če zdaj sem molil, zdaj pa če bomo videli, kaj bo. Mogoče nisem dosti verjel, mogoče unke prejemal molitev ni verjel, mogoče me pa ta drevo ni slišal, mogoče ta hrib me ni slišal, pa se ni v morje vrgel in tako naprej. Pomeni, stati na Božji besedi ni enostavno. Jaz v svoje življenju, odkar sem spreobrnjen, vidim, da ni enostavno stati na Božji besedi. Lažje je stati na posameznih stihih, pokasajte se in potem bo cel narod prišel k Bogu. Super. Nimaš odgovora, 21 dni bo trajalo, zato ker pač demoni kle motijo angela, ki bo pismo prinesel iz nebes in tako naprej. Ampak v novi zavezi vidimo, da Sveti Duh biva v nas. Amen? Iz katerih nebes bo prinesel potem pismo? On bo prinesel iz templja Svetega Duha. Tu si ti. A verjameš to? Če verjameš to, izgovarjaš to. Če izgovarjaš to, bo tu duhoven svet slišal. Če pa izgovarjam, da ne bom 21 dni dobil pisma, potem ga pa ne bom dobil, ker to izgovarjam. Pomeni, Bog tukaj svoje učence, Jezus svoje učence uči. Verujte, da že imate. Ne, da boš šele dobil čez 21 dni, čez 21 let, čez 100 let. Bog tisto, kar ima zate danes, ti danes daje. Nekdo pa to hoče ukrasti, nekdo to hoče vzeti, nekdo to hoče uničiti, pohoditi. Zakaj? Zato, da ti ne bi bil v blagoslovu. On je tisti, ki krade, kolje, uničuje. Jezus pa je prišel, zakaj? Zato, da bi imeli življenje in bi ga imeli v obilju. Haleluja. Zakaj, ko se spreobrneš, si ful fasciniran nad Svetim Duhom, potem pa po nekaj korakih hoje, rabiš mir. Nisi več navdušen tako. In pravi Božja beseda v razodetju cerkvi Laodiceji, povrnem prvo ljubezen. Haleluja. Gospod, daj mi ljubezen. Kaj moliš? Daj mi ljubezen. Nikoli jo ne boš dobil. To je molitev, ki je vnaprej neuslišana. Zato, ker Bog je rekel, povrnem. Kdo? Jaz.
Klemen, povrnem prvo ljubezen. Kerol, vsak od nas povrnem prvo ljubezen. Mi lahko zdaj poslušamo sto pridi, kako nam Bog izliva ljubezen. Imamo pesmi slavne, izli na nas ljubezen, izli. On je izlil. 2000 let nazaj je Jezus prišel. Amen. Amen. On je kla. Sveti Duh je tukaj. Ti si tisti, ki moraš to vzeti in zaživeti. Amen. Ne čakati še nekaj. Kašen daš? Poslednji daš v poslednjih dneh je bil binkošti. Amen. Sveti Duh je izlit v moči. Vsak je dobil del vere, del moči. In zdaj rasteš v tem. Rasteš v tem. Ne iščeš ponovno začetka. Jezus, moja ljubezen je shlapela. Jaz se odločam, da ljubim tvojo cerkev, da ljubim tvojo besedo. Ti mi pomagaj. Pomagaj mi pri tem. Amen. Bodi iskren. Zakaj je to težko reči? Zato, ker smo ponosna bitja. Zato je težko reči, Bog, pomagaj mi. Lažje reči, Bog, daj mi ljubezen, če mi pa nisi dal. Z mano je vse v redu, s tabo pač ni nekaj v redu. Ne? In zmeri, z mojo molitvijo je zmeri prelagan krivdo na Boga. In se moramo sedeti in reči, Gospod, pred ogledalo, a je to, kar vidim? Kaj ti vidiš? Kaj ti vidiš? A so ti paketi odpakirani v meni? A ta ljubezen, katero so v mene dal, res živi? Ali sem jo nekam zakopal tam v zadaj? Učenci so bili prestrašeni. Oni so videli, da je rekel, slišali so, čez 3 dni pa vidijo, wow, tu se je zgodilo, preklel si jo Jezus. Zakaj ni prvi dan ne bom rekel, zakaj jo preklinjaš? Zato, ker oni so bili naučeni besed prekletstva in besed blagoslova. Jezus pa sploh ne omenja nič tega. Jezus govori in učence je strah. In ko so to dojeli, učenci, potem v apostolskih delih govori, da so vse prodali, živeli skupaj. Zakaj so se ljudje pridruževali? Zato, ker je Sveti Duh razumeval cerkev, ker so bili nori za ta svet. Med njimi se je dogajalo ogromno znamen, čudežev, mrtvi so vstajali, demoni so bežali, ljudje so se jih bali, ampak šli so k njim. Amen. In kaj cerkev danes rab? Doktorje teologije. Zato, da nam ta tekst razloži iz 25 različnih kotov. Ne, rabimo Svetega Duha. Amen. Rabimo Duha, ki nas dviguje. Pa še tako bom rekel, a res rabimo Duha? Ja, amen. Sveti Duh je v nas. Razumemo? Sveti Duh je v tebi. Daj reči, Sveti Duh je v meni. Sveti Duh je v meni. Deluj, kakor ti želiš. Amen. Ampak jaz dostikrat rečem, Sveti Duh, ti si v meni, delaj pa takrat, ko jaz hočem. In potem mesec mine in mu ne dam 5 minut prostora. Ampak tako je. Tako ponovadi funkcioniramo. Haleluja. To, kar je Jezus rekel, se je zgodilo. Kot sem jaz kaj rekel, pa se ni zgodilo. Ja, veš, pa on ni verjel, pa ta ni verjel, pa milijon izgovorov, samo z mano je vse v redu. Ne? Samo z mano je vse v redu. Je tako, to je zmeri tako. Ne? Mi smo popolni, če pa kaj ni, pa Bog pač ni hotel. Ni hotel. A vemo, da on želi. Izaija 40, 30 do 31 pravi. Mladeniči omagujejo in pešajo. Mladci se spotikajo in padajo. Tisti pa, haleluja, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli. Amen. Tekajo pa ne upešajo, hodijo pa ne omagajo. Amen. Haleluja. Mladeniči omagujejo. Tisti, ki bi mogli biti polni moči, omagujejo. Zakaj? Zaradi besed. Največkrat zaradi besed. Ne morem, težko je. 1000 nekih besed. Pač besed. Lahko rečemo prekletstva, ki izrečeš nase. Kakorkoli. Ampak besed, ki jih izrečem nase, ki imajo težo. Te besede imajo težo. Jaz ne morem.
In potem dostikrat slišiš, sem se pol pa potrudil, dal vse od sebe, pa je kar šlo. Kaj, če se sploh ne bi lotil tega? Če on danes zjutraj ne bi vstal, ja pač Bog te hoče nekaj naučiti, bi rekel, ne? Bog te želi osamiti doma, počivaj, boš imel čas z mano. In tu bi bilo ful dobro pričevanje. Ampak jaz vam povem, tu bi bilo listje. Tu bi bilo listje. Kaj pa je zdaj rodil? Sad. Sad vere in zaupanja. Kaj ti, pravi tukaj v Izaiji, smo prebrali? Gospod obnavlja tvojo moč. Vzdiguješ trup, kakor orli. Tekajo, ne opešajo. Pomeni zaupanje v Boga. Zaupanje v Boga nas pelje v odnos z Bogom, z očetom. In ko imamo odnos z očetom, potem ti je vse mogoče. Potem ti je vse mogoče. Potem noge rastejo, potem ustaneš izpod 2 tone, 3 tone težko stene, greš ven kot zmagovalec. Živi z njim, izgovarjaš besedo. Veste, naša Barbara, samo eno kratko pričevanje, zdaj, ko je rodila, tukaj v Ljubljani pri vas, 10 pa 17 je rodila, ne? Zvečer, po noč. In je bil kompleksen porod, zridko je šel ven. To je en najtežjih porodov, ne? Ampak doktori so se čudili. Ona, ko je pritisnila, je rekla, ven pejt. In je pol ven. Oni so bili tam s škarjem, da bojo nekaj rezali, pojdi ven. In je šel ven, 5 minut. Razumeš? In to je, ona je tu pač, uči se o zdravljenju, uči se in tako naprej. In ona je tu šla v prakso. Nič rezana, to bi mogla biti raztrgana, rezana, ležati še danes v bolnici. Ob 3 zjutraj sta bila s Filipom v Novem mestu doma v svoji postelji. Pomeni, tu je meni tako pričevanje, da ajde, da gre z glavico, pa lepo je vse, ajde, pa greš. Ampak nemogoče je postalo mogoče zaradi vere in besede. Slišali so učenci, slišali so doktorji, pojdi ven, smok. Je šel ven in doktor gleda in se čudi, kako to? Ja, kako to? Kako to? Beseda v veri izgovorjena ne more prinesti drugega rezultata, razen izpolnitev. Ni drugega rezultata, razen izpolnitev. Amen? Prakticirajmo to, učimo se v tem. Bo zmeri ratalo? Ne bo. A zato, ker mi ne bo ratalo, je Biblija kriva? Ne. Učimo se, zato se imenujemo učenci, ki včasih dobimo cvek. Ampak stremimo k temu, da imamo čim več pozitivnih ocen. Amen? In enkrat imamo 2, enkrat imamo pa tudi mogoče kakšno 5, ne? Ampak stremimo k temu, da imamo vsakič več in več pozitivnih ocen. In če imamo negativno, ne smemo obupati. Ne smemo obupati. Ker ko so negativne ocene, pol še hudič prinese svojo težo. Si videl, Bog te nima rad. Nisi vreden, si v grehu, si tam. On te obtožuje po dolgem in počez. On je tožnik. Neč pričakovati od njega pohvale. On je tožnik. Zato pejte okrog njega, pa sledi Kristusu. Amen? Pusti tega, ki zavaja non-stop. Božja beseda na tem mestu nas uči, da izgovarjamo. Jezus je izgovarjal. Mi včasih rečemo, molim, vse sem molil. Kaj si molil? Ni te slišal niti duhoven svet, v mislih, ko moliš, duhoven svet te ne sliši. Niti tist, ki bi mogel slišati, da se nekaj spremeni, te ni slišal. Bog te je slišal, pa ti govori, odpri usta, izgovor na glas, ker te more še 2 svetova slišati. Duhoven in te more slišati mesen svet. Morate slišati. Učenci
na binkošni dan si mislite, pride Sveti Duh, pam, ogenj zagori, in potem vsi rečejo, sladkega vinca so se napili in potem zaprejo vrata in zdaj se dajo okrog, za roke se primejo, stari ful je bilo dober, kaj smo blagoslovljeni, zakon je bilo. Ne, šli so pa so razložili v vseh jezikih, kar je bilo tam narodov. Amen. Ne se bati govoriti na glas. Janez vpraša Gospoda v razodetju, Jezus, kdo so tisti tam v belih oblačilih? Pa prav Gospod, to so pa tisti, ki so premagali hudiča z močjo svojega pričevanja, z besedo svojega pričevanja, ne z besedo svojih misli, z besedo svojega pričevanja. Jaz sem Božji otrok in daš pričevanje in z jagnotovo krvjo. Amen. Izgovarjaj. In jaz kličem vas, da je moč v nas, da izgovarjamo svoje pričevanja. Meni je čudno, da ljudje si ne upajo svojega pričevanja, ampak ogromno je kristjanov, ki, kaj bo pa kdo si mislil, kaj pa, če ni bilo čisto tako. Čakaj malo, o čem ti zdaj govoriš? Ker če ne izgovarjaš pričevanja, potem začneš dvomiti v svoje pričevanje. Potem začneš dvomiti. Slučajno je stena tako pala, da te ni ubila, 2 tedne, 840 kil. Slučajno je bilo tako, da je sem pol telesa, ti bi mogel pač umrti. Ampak slučajno se je to zgodilo. In če ne govoriš svojega pričevanja, začneš v ta slučajno verjeti, to pomeni, da začneš dvomiti v Božje delo. Ti si poklican, tukaj not je paket, da blagosloviš ta narod. S čim? S tem, kar si. Ti ne moreš blagosloviti ta narod s tem, kar sem jaz. In jaz ne s tem, kar si ti. Ampak vsak s tistem, kar je. Bog ne zahteva nemogočih stvari za nas ljudi. Kaj pa je mogoče za nas? Da moliš in verjameš, da je že. To je za nas mogoče. Ni pa mogoče Klemenu zjutraj disk not naštelati. To je za nas nemogoče. Za Boga je to mogoče. Ampak jaz verjamem, ko molim, da je že. Bog ti si to naredil. In tu se učimo hoditi. V tej veri. In s tem postajamo bolj in bolj podobni njemu. Vsak dan smo bolj in bolj podobni njemu. Pavel je prišel do te stopnje, tega nivoja, da se je upal, si morate misliti, da se je upal reči, gledajte, Jezusa ne vidite, Gospoda ne vidite, ampak gledajte mene in me posnemajte. Jaz nisem v stanju, da bi rekel ljudem, dajte gledati mene, pa me posnemajte, kako jaz živim. Ampak Pavel je prišel na ta nivo. Zakaj? Zato, ker je vsak dan hodil, se učil, padal, rastel, bil kamenjan, bil bičan, zaupal v Gospoda in šel naprej. Ni jamral, šel je naprej. Blagoslavljal je tiste, ki so ga karali. V Luku 6:28 pravi. Apostol Luka, vemo, da je bil zdravnik. Je tako? On je bil zdravnik in ni bil v štartu z ekipo 12. On se je kasneje pridružil. Ampak zanimivo, kot zdravnik, govori v evangeliju ogromno ozdravljen omenja. Ampak niti enega z ozadjem medicinske pomoči. To mi je zanimivo. Nič ne govorim zdaj proti medicini. Samo dejstvo, da Luka kot doktor, kot zdravnik, ni omenil, pa če ni predsratalo, sem pa še jaz nekaj predpisal zraven. Ne? In pravi tako, blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. To je Božja logika. Zakaj? Tukaj smo prebrali, da je Jezus rekel v 24. vrstici, zato vam pravim, za vse, kar molite in prosite, verjamite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. Amen? Ampak tukaj Jezus en pogoj da. In kadar ustanete k molitvi,
odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke. Pomeni, razlika med listjem in sadom. Tukaj mi Sveti Duh tako jasno govoril. Če boš imel grenko srce, zamero do nekega brata, sestre, kakorkoli, in boš ostal za molitev za bilo kaj, a imel boš zamero do nekoga, boš rojeval liste, še tako dobra molitev, še tako fantastična, še tako v tvojih očeh maziljena in popolnjena molitev in res duhovno podkrepljena z vsem, bom rodil list. Ker pravi Gospod, odpustite, zato da bo tudi vam odpuščeno. In v kontekstu cele te zgodbe, na koncu Jezus zaključi s tem. Tukaj je ključ. Hočeš biti moj učenec, biti meni čim bolj popoln, delati stvari, katere jaz delam, pa še več od tega, kar jaz delam. Preprosto. Bodi čistega srca. Bodi čistega srca. Ampak mi v svetu, kjer živimo, ta mi tu reče, on mi tu reče, on je tu mislil, on je tu komentiral na neki strani. In pol pride v nas kar neka teža in si rečeš, če tu predolgo gledaš, si rečeš, vse skupaj bom pustil, ne grem se več tega. Če pa tu skozi z Gospodom premlevaš, Gospod, jaz odpuščam, sem primer vzamem, ne? Jaz tomu to odpuščam, jaz ga blagoslavljam, pomeni, spraznem svoje srce te teže, ker od začetka je to majhna teža, ampak čez pol leta, čez 1 leto, to je nepremostljiv kamen v mojem srcu. Eno pričevanje, enkrat sem ga že povedal, mislim, da na šoli zdravljenja, kar neki cajta nazaj, cel dan smo neki delali gor dol in pridemo domov in mene ob 10 začne glava boliti. Tako, kluca. Sem rekel, moram malo se dehidrirati, malo vode spiti v tretjo in se uležim in ob 11 polnoči, kot da mi tank gre čez glavo, ne. Boli, migrene, nikakor. In vstanem in grem na molitev in molim, neč, do 4 zjutraj. Do 4 zjutraj sem se jaz boril s tem glavom bolom. In potem, kot da bi slišal glas, kot da bi mi v srce prišlo eno vprašanje pred Bogom. In sem rekel, Gospod, kako lahko v tvoj tempelj pride bolečina? Ker to ni od tebe. Jaz vem, da ni to od tebe. Ja, Bog te hoče nekaj naučiti, Bog te pozab. Bog ne uči na principih hudičevih del. Bog uči po svojih principih. On preizkuša tvojo vero, rast in tako naprej, ampak ne z boleznijo, z bolečinami in z vsemi temi stvarmi, ker Jezus je tu umrl na križu zaradi tega. Amen? In to je meni kristalno jasno. In sem sprašal, Gospod, kako to, da je to lahko zdaj vame prišlo, da se zdaj matram že celo noč, ves si že zmozgan, zdi se ti, da imaš glavo, ko ne vem kaj. In mislim, Sveti Duh prešepne. Grenkobo gojiš do enega brata. Sem to. Jaz sem takoj vedel do koga. Nič ni bilo strašno. Mi smo se normalno pogovarjali. Samo v srcu je bilo tisto, ja, kdaj se bo spremenil, kdaj bo to, kdaj boš to nekaj rešil. Ne? In to je raslo vnoter. Kar nekaj cajta že. Wow, in jaz sem se rekel, Gospod, jaz mu odpuščam, jaz ga blagoslavljam. V trenutku je glavobol zginil, jaz sem se ulegel, jaz sem 15 čez 5, pomeni, tu je bilo 15 čez 4, okoli pol 6 sem vstal, kot da sem 2 noči spal, ne samo 1 noč, čist. Ampak me je Bog učil čez to? Ne. Hudič me je napadal zaradi tega, ker sem gojil in nisem odpustil. Hudič napada, Bog pa rešuje. Bog rešuje. Ampak mi zmeri mislimo, Bog te je dal zato, da te je zdaj tu naučil. Ne. Bog ne daje tega. Bog izkoristi gužvo zato, da te nekaj nauči. Bog ni meni telu zlomil zato, da me je naučil nekaj. Bog je izkoristil gužvo, ko je hudič hotel ubiti mene.
Moramo razumeti Božjo besedo. Bog ni preklel smokvo. Peter je tako mislil, ampak Bog je enostavno, Jezus je izgovoril besedo. Mi smo pa to poimenovali prekletstvo. To je naš termin, mi tako razumemo, mi drugače ne razumemo. Tudi Luka govori, kdor vas blagoslavlja, kdor vas preklinja in tako naprej. Seveda, če ti nekdo reče, bodi preklet in tako naprej v tem in v tem. Te stvari so drugačne. V Rimljanih 12:14 pravi apostol Pavel, blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo. Blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Ker mi ful hitro pademo v to. Zob za zob. Mi pademo v te starozavezna razmišljanja. Če je on meni tako, bom pa še jaz njemu tako. Ampak mi, ker smo kristjani, malo bolj na prijazen način to naredimo. Ne? Ampak ne, iz srca blagoslavljaj, če te nekdo preklinja. Iz srca blagoslavljaj. Danes zjutraj smo imeli en incident pri nas v Novem mestu, v romskem naselju, so našemu bratu kombi zažgali. Verjetno bo po novicah to, ko bo ob 2 zjutraj, pol 3 zjutraj. Ne? In zdaj vsi mi in brat je na neke vrste testu, kako bo zdaj on reagiral. Seveda je policija prišla, gasilci popisali, vse pač pravni postopek bo stekel naprej že zato, ker pač more. Ampak kaj bo ta družina naredila? A bo ta družina zdaj križala, itak ne bojo dobili verjetno, ali pa bodo dobili tistega, ki je to naredil, ampak to med Romi se itak vse zve, kdo je bil, ki to že vejo. Pomeni, kako bo zdaj on odreagiral? A je Bog dal, da je bil kombi zgorjen? Ne. Ampak Bog bo zdaj v tej situaciji probal brata naučiti ponižnosti in blagoslavljanja. Ne pa izgovarjanja prekletstva, ne pa uporabljati pesti in tako naprej, ker to je pri njih zelo popularno. Ne? Pomeni, Bog izkoristi gužvo, v kateri se mi najdemo, zato da nas dvigne iz tega in nauči nekaj iz tega. Amen? 1. Petrova 3:9 pravi, ne vračaj hudega za hudo in ne sramotite tistega, ki vas sramotijo. Nasprotno, blagoslavljajte, ker ste poklicani v to, da bi bili deležni blagoslova. In to je en del tistega, kar je v našem paketu klenoter. Blagoslavljaj, zato ker si poklican v to. Poklican si. Predno te je Bog pripeljal v svojo družino, si bil del tega sveta, brez orientacije, delal si, kar si hotel. Z besedo si ubijal, z besedo si moril, z besedo si preklinjal, z besedo si tlačil navzdol. Zdaj pa si poklican, smo poklicani za to, da blagoslavljamo. Zato je to težko, ker mi smo naučeni uno drugo delati. Mi smo naučeni, mi, ko odreagiramo na hiter, se največkrat odreagiramo v obrambni stav. Vedno obramba. Ko nekdo nekaj reče, ne. To je v nas, od majhnega, od otrok, od otroštva naprej. Ampak zdaj nas je pa Bog poklical zato, da blagoslavljamo. To pa je ta veličastna služba, ki spreminja vse okrog nas. Vse okrog nas spremeni. Ko začnemo blagoslavljati, je vse spremenjeno. Pa kolikrat se najdemo, ko začnemo kritizirati. Ja pa, Tomo je preveč na glas igral, pa Tomo je premalo na glas igral, pa mogel bi več z desno nogo pritiskati, pa z levo roko tolčiti, pa kar neki. Kar neki. Mi smo ljudje, ki nas je hudič od majhnega naučil, sistem nas je naučil kritizirati. Mi smo ljudje, ki kritiziramo. In Bog nas je potegnil iz tega ven in pravi, niste več od tega sveta, ampak smo njegovi. Dokler pa ste na svetu, vedite eno, jaz sem z vami do konca sveta. Amen? Jaz sem z vami do konca sveta. Zakaj mora biti on z nami do konca sveta? Zato, ker ve, da nimamo moči, da bi lahko živeli po njegovih principih, da smo preslabi. In on nas oplemeniti. S čim?
s svojo prisotnostjo po Svetem Duhu v nas, da smo tempelj Svetega Duha. On daje tisto, kar nam manjka. To je srž življenja. In Bog je zato šel na križ, da bi imeli večno življenje, da bi imeli smisel življenja, vsi tisti, ki verujemo vanj. Izgovorjene besede imajo moč in jih je težko preklicati. Veste, jaz sem na prste ene roke lahko preštejem tiste, ki so izgovorili besede in so jih tudi preklicali. Ker preklicati je nekaj več, kot samo reči, oprosti, brat, sestra, oprosti. Preklicati besede je natanko kirurški proces, kako to narediš. Točno te besede, ki si izgovoril, jih prekličeš. Ne rečeš samo oprosti. Celo gnojnico sem zlil na brata in pol oprosti mi. Ne. Kaj moram narediti? Če gnojnico zlijem na brata, zdaj tukaj gor imam en vrč velik in zlijem na Tomata vso to govno iz štale in potem rečem, brat, oprosti mi, oprosti, lej, sorry. Se ti bo Bog pomagal. Je to? Preklicati besede pomeni brata vzeti, bratu dati tuš, spucati ga, nadišavati ga, mu dati nova oblačila. Zato, da bo boljši, kot je bil predno, je to gnojnico dal dobo nase. To je preklicati besedo. Ne samo, Tomo, vse je, dobro, slab trenutek samo, pa sem to naredil, prostno. Pa se obrneš, pa greš. On se pa zdaj ukvarja z vsemi temi problemi, ki sem mu jih naredil. Ne. Preklicati besedo, ko nekomu nekaj rečeš, pomeni, da to besedo konkretno tudi prekličeš in jo vzameš nazaj. To je preklicati. Je to pomembno? Nam se niti ne zdi tako. V duhovnem svetu ima to zelo veliko moč. Zelo veliko moč. Zato pravi, rajš blagoslavljaj, ker mi smo hitri na jeziku. In zato ima človek 2 ušesa in 1 usta. In naš mali 6-dnevni David, 7, danes smo rojsten dan, en teden, 7-dnevni David je, ne boste verjeli, ampak ima več ušes kot zob. Ja, neverjetno. Tu v Ljubljani tudi tako pri vas. Isto, ne? Ko moliš, moli z vero, kakor da si že prejel. To je trening, to je učenje. To ni ono, zjutraj se bom zbudil, zdaj pa verjamem, zdaj pa grem moliti. Ne, mol, 1000-krat mol. Charles in Francis Hunter iz prejšnjega stoletja sta bila 1-2 evangelista z darom ozdravljenja. In Bog jima je rekel, vidva bosta čez vaju, bom jaz ozdravljal. Kamorkoli boste roko položili, vse bo ozdravljeno. In naredita konferenco. In pride čez 100 ljudi gor, noben ozdravljen. 2 leti ni bil eden ozdravljen. Čez 1000 bolnih, na 1000 bolnih sta molila in sta napisala knjigo. In potem, enega ljubega dne, po tem silnem treningu in ustrajanju in zaupanju besedi, ki sta jo dobila, vsi do enega. Po 2 letih naprej, vsi do enega so bili ozdravljeni. Ampak si predstavljaš, ko za enega moliš, pa se ne zgodi, kaj se dogaja v tebi. Joj, kaj sem naredil, moram drugače moliti, drugo formulo, moram drugače roko položiti, kaj moram, se učiš enostavno zaupati, hodiš naprej. In ko imamo šolo ozdravljenja, to je fantastično za vse tiste, ki molimo in tiste, ki dobivate molitev, da ustrajamo v Bogu, amen? Ker učimo se hoditi v veri. Učenci so se učili hoditi v veri. Mogoče je pa Jezus to smokvo, bi rekel, preklel samo zaradi tega, da so učenci lahko videli. Wow. A jo je rabu? Ja, ni jo rabu. A je rabu Jezus po vodi hoditi, ko je bila nevihta? Ja, ni rabu. Ampak kaj je hotel? Ja, dajte se malo raztegniti v veri. Jezus ga lahko s tabo. Ja, pritno. Čmok. In ko je gledal okrog, je notpol. Dokler je Jezusa gledal, je bilo vse v redu. Ko je pa okoli gledal, kaj se vse dogaja, mu je pa mozak stal.
se mu možgani ustavili in se je potopil. Bog nas razteguje, če se tako izrazim. On želi, da gremo dlje od tega, kar mi v ogledalu vidimo. Ker tisto, kar v ogledalu vidim, tisto ni nič sposobno. To, kar je Bog v mene dal, not, nevidne stvari, to je tisto, kar je moč v naših življenjih in to je njegov duh, ki je povezan z našim telesom, zato da lahko funkcionira in da dela Božje stvari. Predno pa začnemo moliti, pa pripravljamo svoje srce. Pripravi svoje srce, Gospod. In to ni tisto, zdaj gruntam, imam jaz kaj proti tej sestri, ko spoznal sem jo 3 leta nazaj, ne vem, brat, ne vem. Ne, ti Sveti Duh ti spet pomaga. Proti onemu bratu imaš eno grenko stvar. Gospod, hvala ti, takoj daš pod križ in greš naprej. Razumeš? Ne peclaš se s tem, kje si kaj naredil, kaj je kdo kaj naredil in tako naprej. Ne, ti moraš živeti v obilju. Amen? In v tem obilju ti Gospod reče, tukaj imaš eno smet, daj jo ven vrš. In greš naprej. Kajti spet je možno, da te hudič ujame in se preiskuješ in preiskuješ in preiskuješ in preiskuješ in preiskuješ, na koncu se pa še vedno preiskuješ. In potem te odnesejo na patološki oddelek, čist preiskanga in najden ga mrtvega. Če imam kaj proti komu, enostavno odpustiš. Simpel. Pa ni simpel, ne? Vemo, da je to težko. Ampak to naredimo. Luka 11.4 pravi takole, na koncu. Ko je Jezus učil svoje učence, to znamenito molitev Oče naš je noter en del, ki pravi, ne odpusti nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan in ne vpelji nas v skušnjave. Pomeni, to je naša molitev. Če kdo moli Oče naš molitev, je to del tega, oziroma to je koncept našega življenja. Oče naš molitev je koncept našega življenja. Da si ti podrejen Bogu in pričakuješ iz njegove roke vse. In ravno tako to, odpusti moje grehe, ampak najprej tako mi odpusti, kakor jaz odpuščam. Ja, tako prav. In odpusti nam naše grehe, saj tudi sami odpuščam vsakom. Pomeni, če jaz ne odpustim, pol tudi meni Bog ne bo odpustil. Ne? Tako da mi smo prvi na potezi. Narediš in dobiš vse. Tukaj se dotika tega odpuščanja, ker je tu ena rak rana človeštva. Težko je odpuščati. Že svojemu otroku, partnerju, svojemu šefu na delovnem mestu, svojemu podrejenemu na delovnem mestu, ker smo pod nekimi pritiski in takrat, ko smo pod pritiski, se naš ego aktivira. In naš ego ne pusti odpuščati. Ne, mi moramo dokazati. Ampak Bog ni hotel dokazati, ali ima prav ali ne. On je vzel križ, pa je šel na Golgoto. Amen? Prej smo čudovito pesem peli. On je umrl za nas. Ravno zato, ker je bil čist v srcu. Pomeni, srce mora biti čisto pred Bogom. To je to. Nikoli ne boš imel čisto srce pred človekom. To pozabi. To, če misliš, da boš dober v očeh vseh svojih sosedov, žlahte in ne vem, če pozabi, ne boš. Tvoj namen je, da imaš čisto srce pred Bogom, da blagoslavljaš in da imaš čisto srce pred njim, ker on je plačal ceno. Jaz ne morem imeti čisto srce in pred njim, in pred Mileno, in pred njim, in pred njim, in pred tisočimi ljudmi. Ne morem. Ker imam čisto srce pred Bogom, ampak on ima drugačna pričakovanja. Pa ona ima drugačna pričakovanja, pa on ima drugačna pričakovanja. In potem za njega, je to pa to naredil, pa ne bi smel. Ne moreš ugoditi ljudem. Zato se ne truditi, da bi imeli čisto srce pred ljudmi, ampak samo trudimo se, da imamo čisto srce pred Bogom in potem boš imel čisto srce pred ljudmi, kdor bo hotel to sprejeti.
Ker zakaj nekaterim avto zgori po noč? Ja, zato, ker skusil Jezusu gori, pa ker je tam hišna skupina, pa ker je čudak. Ampak če bi hotel sosedom ugoditi, bi mogel reči Jezusu ne. In plunt na brate in sestre. Ne moreš čez vse. Ugajajmo Bogu. In verjamem, da je Jezus, glede na to, da je, ne vem točno, kje piše, ampak pravi, jaz vse delam tisto, kar slišim od očeta. In oče ga je vodil. In oče mu je tudi rekel, tu pa tu naredi, ko boš prišel do te smokve. In je pač to naredil. In on je imel zaupanje do svojega očeta. Odnos je imel z njim. In to je tisto, kar šteje. Ko imam jaz, ko imaš ti odnos s svojim nebeškim očetom, potem delaš to, kar ti on reče. Živiš zato, da se ta paket do konca odpre, da vedno nove stvari ven padajo, da vedno blagoslavljaš, se v vsem zahvaljuješ, si hvaležen, si drugačen, nisi zemeljski, ampak si nebeški človek. Amen? In to kličem v vsakega izmed nas, da enostavno se zavemo, ko se zjutraj pogledamo v ogledalo, si rečem, wow, tole je pa nebeški človek. Tole ni zemeljski človek. Naj se danes odpakirajo stvari za današnji dan, da jih zaživim, ne da sem slišam, da jih zaživim. Da bojo ljudje okrog mene blagoslovljeni, da bom jaz blagoslovljen in da bo Božje kraljestvo napredovalo na Božjo slavo. Amen? In zdaj, ko smo zaključili, bi rad, da se malo pomešamo in blagoslovimo drug drugega. Ampak ne ono, ej, sestra, bod blagoslovljena. Bodite konkretni. Jaz ne vem, kaj kdo dela od vas, s čim se ukvarjate, ampak blagoslovite delovno mesto, blagoslovite imetje, blagoslovite finance, blagoslovite družine, blagoslovite neodrešeno družino. Izrečite blagoslov, ne fantazirati v molitvi, blagoslovite. 5 besed in gremo naprej. Pa se 2, 3 zamenjamo in smo zaključili, če nimam pred pastor še kaj drugega za podati. Amen? Dajmo vstati vsi skupaj, da malo se pomešamo, tako, tudi tisti, ki niste recimo vsak dan skupaj. Haleluja.